Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi želel komentirati za začetek tega našega srečanja tole znamenito sliko, ki jo je naslikal Teodor Géricault. In ta slika je, jasno, da je impozantna, spada med neke največje zaklade svetovnega slikarstva in ima pretresljivo zgodbo, ki je tudi mene navdihnila, da sem naslov te knjige dal po tej znameniti sliki in zato sem dolžan, da gremo v tale pogovor, da pojasnim, kaj se je dogajalo, kako je prišlo do teh brodolomcev na tem splavu Meduze. Torej, Evropa po padcu Napoleona, se piše leto 1816, no in jasno, veliki sovražnici Anglija in Francija se pobodata, no in Anglija podari Franciji luko Saint-Louis v sedanjem Senegalu. Torej, zdaj odpluje iz francoskih obal flota 4 ladij, med katerimi je tudi Meduza. To so ladje, ki so bili opremljene tudi kot z vojaško posadko, z orožjem, z osnovnimi kadri ali pa oficirji ali pa uradniki za kolonialno upravljanje podarjenega mesta. Torej, drama se začne v trenutku, ko izplujejo, kajti kapitani teh ladij so bili imenovani po politični pripadnosti, ne po sposobnosti. Torej, noben od teh kapitanov ni imel pojma o plovbi, bili radi kapitani, so dobili podarilo kapitansko uniformo in moč poveljevanja. Že v samem začetku plovbe se je zgodilo, da so zaradi pomanjkanja znanja iz navigacije se te 4 ladje razpršile, se izgubile vsaka v svojo smer, no in ta nesrečna Meduza, njen kapitan je odločil, da bodo pluli v afriški obali, dokler nekako ne prepoznajo te luke Saint-Louis v Senegalu. No in tako so pluli. Pluli so jasno na kratke razdalje od obale in slej ko prej se je zgodilo, da so nasedli na čeri, na smolo in na takrat plima. Torej, ladja je nasedla in tisti, ki so bili gor mornari, niso imeli pa položaja oficirjev, so takoj predlagali, da se odvrže vse topove, kajti ta ladja je lahko rveta, torej obrožena s težkimi topovi, in je ta kapitan po zaslugah rekel, ni govora, mi rabimo orožje, mi smo sila, ni pomembno, važno je, da mi vdržimo pod topove. Jasno, potem se je zgodila oseka, ladja je nasedla na čeri, počlo je ladijsko dno in začela voda vdirati v plovilo. V paniki so stesali splav, kajti na ladji je bilo 350 potnikov, reševalnih čolnov je bilo pa samo za elito. In so ta splav stesali za veliko poljudsko za rajo, elita je šla v reševalne čolne in je se zavezala, da bo ta splav vlekli na vrveh do obali. Jasno, te reševalni čolni so imeli tudi jadra in vesla, na splav so pa natrpali 150 ljudi, tako da se je pogrezil do pasu teh bogih revežev. Oni so stali, da enostavno niso mogli sedeti na tem splavu. No, po nekaj miljah take plovbe je elita presekala vrvi in prepustila te reveže viharju morja. Oni so odšli, vihar se je razplemtel, no in potem jasno, že 3. dan je nemogoče stati. Torej, meni mogo sedeti, da ti čim se vsedo bilo odplahnilo, bi pa utonil, ne. Torej, vso hrano, večino vode jim je odplahnilo v pesneče morje, potem se je čele pa nasilje med njimi. Torej, od ubojev do samomorov, ki so se metali dobesedno iz obupa v valove, no, na koncu je ostalo nekih 37 ljudi in med njimi se je 15 tistih odločilo, da bodo ostale pokončalih, ubili in vrli v morje, da bodo vsaj oni preživeli. In to se je zgodilo, na koncu je ta 15-terica čudežno preživela, torej 13. dan te katastrofalne, grozljive avanture po viharnem morju, ki je teh 15 preživelo. No, potem se je prikazala ta ena od ladij in jih je nekako rešila
In ker je bil to škandalno, malo je izbruhnil, je francoska vlada od teh 15-terice 13 jih je podkupila, in s tem je kupila tišino, 2 sta pa spregovorila, to povedala novinarja in izbruhnil velik škandal in jasno, to je, bi rekel, že Ripoja motiviralo, da je to čudovito sliko narisno in sta še 3 besede v tej sliki. Torej, to je trenutek, ko se ladja pojavi na obzorju. Tukaj je gor, če bi šteli, ni 15 ljudi, ampak je 20, slikar je to izbral to število zaradi kompozicije. Ampak še nekaj nam je sporočil, 6 jih je do konca optimistov, 6 je obupacov, v njih 8 jim je pa vseeno, karkoli se dogaja in to je dejansko podoba naše civilizacije. Hararija, če ste brali njegovo knjigo Homo Deus, on pravi, največje tveganje sodobne civilizacije je Noetova barka, s katero bodo ultrabogataši pobegnili na neka odmaknjena otočja, se zavarovali in rajo prepustili, da se medsebojno pobije, kot metodologci na splavu. Smo še mi počal to, ta del in prosim za prijatelj začnega pogovor. Vsi lepo pozdravljeni. Velika čast mi je, da imam to možnost, da to knjigo pospremim na njeno pot, kamorkoli jo bo že zaneslo. Sedaj prvi vrsti povem, da je to ne zelo dober pot. Je moj učitelj in veliko krat diskutirala različne stvari. Korajžno lahko povem, da to, kar je demelo za zavedanje, vidim jaz Antona Konota za zavedanje življenja in morale. Ko prebiram njegove knjige, verjemite mi, nobene še nisem izpustil, lahko povem, da njegov besedi zaklad in uporaba stavčnih zvez zelo spominja na Hemingwaya. Tukaj ste si zelo blizu. To knjigo bi bilo najprej zelo težko uvrstiti, ko jo enkrat prebereš, prelistaš, se ti pa otrne in lahko rečeš, to je definitivno učbeno. Torej, iz te knjige se bo marsikateri bralec lahko naučil mnogo stvari. Predvsem se mu bojo pa tiste stvari, ki se nam dnevno dogajajo, nekako pojasnile. Moram pa povedati, da sem jo bral, z eno veliko žalostjo in seveda za eno veliko osebno stisko. Sem namreč pripadnik raziskovalcev in celo življenje do sedaj sem nekako usmerjal in posvečal temu in seveda poskušal pri tem ostati čim bolj pokončen in čim bolj kritičen do svojih rezultatov. In seveda, ko tukaj prebiram Toneta, ki pa je pogledal širšo od tega in mi nekako predočil moje kolege in jih je razmestil v različne skupine, predvsem najbolj boleče je, ko bereš o svojih kolegih, tistih, ki so se prodali multinacionalkam, ki delajo v tišini, ki delajo z namenom zaslužka, ki delajo z namenom večjega profita različnim multinacionalkam in seveda na ta način krepijo moč multinacionalk, ki pa počasi prevladujejo, globalizirajo na svet in seveda nas nekako nezavedno sužnijo drugega za drugim na tak ali drugačen način. Jaz mislim, da to za moj uvod dovolj in bi predal besedo Zdajko Šejkasu. Ja, seveda se je on previzovalec. Ja. Jaz bi želel odgovoriti, kar je Goran začel, torej ta del, ki ga jaz imenujem znanost zaradi moči, torej scientia propter potentiam, po latinsko bolj tako imenitno zveni. Jasno, največji problem sodobnega sveta, verjete mi, niti niso klimatske spremembe, pa neki trenutni begunci, ampak je problem, je tisti, ki ga nosi tehnologija.
Kajti z silovitim razvojem informacijske tehnologije, pa nanotehnologije, pa genskega inženiranja in tako naprej, pa predvsem pa robotike, avtomatike, kompjuterizacije, se pojavlja en strahoten problem. Torej, problem ne samo brezposelnih, ampak trajno nezaposljivi. Torej, kaj storiti z milijoni ali pa desetinami milijonov ljudi, ki bodo izgubili delo zaradi robotizacije, avtomatizacije, kako bodo te preživeli, kaj bo z njimi. Tukaj to je največji problem, tega se zelo kombiniramo z okoljsko ekologijo, ki je pred nami, kajti konflikt med ekologijo pa ekonomijo je neznosen, torej ekonomija roparja, morilca in izkoriščevalca in plenilca ne gre skupaj z nekim omejenim malim planetom, ki ima omejene vire. Torej, ta konflikt bo rezultiral v milijonskih masah popolnoma nepotrebnih ljudi. In tukaj rabimo temeljito revizijo celotnega družbenega sistema, ki se ne bi želel govoriti o ideologijah, katerih toliko, to so ni tako največje zlo človeštva. Zaradi tega se pobijajo ljudje. Zdaj pa za preživetje, to sem odgovoril odgovor. Zdaj se je tukaj nekaj, sam se približujem. Čestitkam avtorju za res izjemno delo, ki prav ni samo zbirka esejev in kolumn iz zadnjih 4 let, ampak je pravzaprav lahko rečemo tudi knjiga modrosti. Predvsem zato, ker enkrat prebereš to knjigo, se ti zdi, da svet zgleda drugače, ampak ne nujno lepši. Govorim predvsem zato, ker mogoče si po branju te knjige še ne začenjamo postavljati prava vprašanja, ker ravno ta tehnologija, ta tempo, ki nam ga obseduje, tudi informacijska družba, nas je pravzaprav oropal na nek način lastnega razmišljanja. In se je pahnil na nek svet sledenja informacij, ki nam jih ponuja ta tudi svetovni splet, ali pa svetovni grad. Ob zavedanju, da smo včasih tudi ne več sami avtori svoje usode, ampak da smo postali tudi sredstvo manipulacij informacij, ki imenovanega fake newsa, pravzaprav pridemo do spoznanj, da so se v zadnjem času nehala postavljati pravo vprašanje. In da smo potisnjeni na nek način v smernice ali pa v tokove, ki so naprej določene. In zato sem zelo vesel, da je ta knjiga zagledala luč sveta, tudi zato, ker odskriva par tistih ključnih vprašanj, dilem, ki morda to sploh ne bi smeli biti, če bi življenje na raben človeka razumeli v pravem razmerju. In to, kar je povedal tudi avtor sam, ta nek človeški genom, ki se je skozi stoletja razvijal postopoma nekako skladno tudi z razvojem, z delovanjem in razumevanjem narave, se je v zadnjem času nekaj spominjati, kar je pridobila tehnologija. In je pravzaprav zaostal za stvarnim dojemanjem tehnološkega napredka in zdi se, če pogledamo 500 let nazaj, da so bili, če rečemo, izumi in znajde človeštva mnogo pomembnejši za skupno dobro, kot pa je to danes. Zdaj se je stvar nekako zreducirala v ta svet deljenja samo za ene in za veliko večino drugih, ki to nimajo. In v tej knjigi najdemo par stvari, v kateri bi potem tudi vprašal samega avtorja, da mogoče malce več razloži. Sam sem izpostavil eno poglavje, ki ga sicer zaradi svojega lastnega dela v Evropskem parlamentu še posebej pozorno spremljam, to je področje hrane, vode, svobode. Govorim o tem, da v resnici ne vemo, kaj skriva realnost. In včasih na to, če rečem, prekrivajo tudi uradne inštitucije skupaj z Evropsko komisijo o stvarih, sloveh, ki se nahajajo v naših prehranah. Ampak tisto, kar je zanimivo in kar je bilo tudi zame relativno presenetljivo, je to, da mali kmetje prehranijo 70% svetovnega prebivalstva in porabijo samo 20% virov energije. Za razliko od tako imenovanega industrijskega kmetovanja, ki pa dejansko diktira tempo in oskrbuje
svetovne trgovske verige, to, kar seveda z globalizacijo priključimo tudi danes, pa nahrani zgolj preostalih, če rečem, 30% globalne populacije, pri čemer so sledi in pa posledice te industrijske kmetovanja neslutene. In če je državi v družbi mar za svoje lastno prebivalstvo, bi tukaj morala navesti oster res. In približati, govorim tudi o lokalnih ravneh našemu prebivalstvu, posebej pa še najbolj ranljivim skupinam ljudem, kot so otroci, bolniki in pa starejši. In mislim, da je to ena, če ne drugače, moralna zaveza vseh nas, da to sporočilo tudi našim glavnim odločevalcem. To, kar se zdaj dogaja na tem področju, se pravi, ko se moč pri upravljanju sveta seli iz energetskih virov in nafte na vodo, semena in pa hrano, je tisto, kar bo potrebovalo novim vojnam v prihodnje in pa novim splavom meduze in pa parkam utapljajočih. Zato bi prosil sveda avtorja, da povzame na nek način ta bistven izziv civilizacije, ki, če bo nadaljevali v takem tempu, naravno zabi v neko kataklizmo in v neko katastrofo, morda šele z novo renesanso, zazreno nov dan upanja, ko se zemlja zaradi prenasičenosti, zaradi nepovratnih posegov vanje, otrese teh tujkov, ki jih včasih imenujemo človek, ki je preveč posegla v njeno bit in se regenerira na ta način, kot se je že vsa tisočletja in milijoni nazaj. Tako da, mogoče, gospod avtor, mislim, da se da dovolj istočni za to, da lahko izvedemo nove razmislike, kako naprej. Ja, vprašanje je bilo zelo zahtevno kompleksno, ampak bo probal odgovor tudi poenostaviti, tako da razumljiv in sporočilen. Torej, študijo, ki navaja dr. Šoltes, je študija izjemno odmevne mednarodne organizacije, referenčne in te podatki stojijo. Skratka, če zdaj primerjamo, da teh, če gledamo zdaj vire, ki jih porabljajo mali kmetje, ki imajo samo četrtino vseh svetovnih virov, voda, površina zemlje kot zraven, in potrebna energija, prehranijo 70% prebivalstva in to preslikamo na slovensko stanje, kjer smo v zadnjih 10 letih je izumrlo 16,000 malih kmetij. Torej, to je bil nekaj vrste etnocid, ki ga ta deželica ni doživela ne v Avstro-Ogrski, ne v Kraljevini Jugoslaviji, ne v SFRJ, ampak je tržna ekonomija to naredila, uničenje malega kmeta in jasno našo navdušenje supermarketih, imamo največjo površino v Evropi na prebivalca, če gledamo za kvadraturo. To je en vir zaskrbljenosti, drugi vir, ki je pa tudi dramatičen, je pa leta 2015 je bilo svetovno leto prsti, no in takrat so ugledne mednarodne organizacije in skupine raziskovalcev objavile študije z zelo podobnimi rezultati, da če bomo s takim tempom nadaljevali agrokemizacijo, torej pod patronatom teh velikih 5 korporacij, ki nadzirajo po agronomijo, torej agrokemijo, pa tudi farmacijo, to so istih 5, potem s tem tempom bomo do leta, torej v času 2 generacije, kot sem rekel, nekako v 60 letih, uničili ves humus na planetu, torej topsoil, kot se reče. To je pa ta plast, zapežni debela, je pa edina membrana življenja, ki nas loči od katastrofalne svetovne lakote. Takrat bojo pa 100 milijonov migrirali. Torej vidimo, da dopuščamo, vsi skupaj smo sokrivci tega, ker smo padli na to finto potrošništva, ker smo se odrekli lokalne samoskrbe, ki edina daje živo sezonsko zdravo hrano, na katero smo navajeni tudi v našem genetski dedičini, kot je Igor povedal prej. Torej, ta vrnitev je še možna storiti. In sicer bo drama že v tem, ne samo uničenje humusa čez 2 generacije, pa to se nam lahko zgodi zaradi razsula globalnega sistema, prehranskega, da bo marketi čez noč prazni. Potem se nekako predstavljamo kaos v državi in to resni analitiki napovedujejo na zahodni svet. To je
če zdaj to povežemo z zdravjem, ne, je jasno, francoski fiziologi imajo en lep stavek, ki sem jaz veliko citiral, ki pravi, naše zdravje korenini v zdravju prsti. Torej ne, da mi jemo zdrave rastline, ampak še korak naprej, živa, zdrava prst polna življenja. Zdaj, če vemo, da je na enem hektaru neke rodovitne prsti, ker je obilje humusa, tam 30 do 40 ton organizmov, ne, od tega 4 do 6 deževnikov, in tega bogatstva mi ne vidimo, ker potem traktorji rijo, pa to betoniramo, pa asfaltiramo. Torej, ta čude življenja pa potrebuje 500 let za 2 cm ali 3 cm. Ne. To mi grede, uničujemo v Sloveniji 100 000 hektarov zabetoniranih četrtino vseh fondov. To so resne stvari. Danes je prehranska varnost, veste, temeljno vprašanje nacionalne varnosti vsake dežele, ne pa oklepniki, pa patrije, pa ne vem kakšno orožje. Narod, ki se ne zna prehraniti, ki je pozabil na lastno hrano, na bolj dolg preživ. No, zdaj, če kdo tega ne verjame, ker je to ne povedal, mu priporočam en sprehod po Soškem polju. Prvo je večkrat film za let nazaj, nekih 10 do 40 let. Tam, kjer so si na poljih kmetje med seboj določili poti, po katerih so vozili z vozovi, so bili nižje od plodne zemlje. Če se pa danes prehodite po Soškem polju, so pa vse te stare poti in kolesnice više nad humusom. Torej gre že tukaj že za kar veliko izgubo. In naslednja stvar, na katero bi upozoril tudi veliko kamenja, prožnikov je že videti. Torej, to ne govori kar tako na pamet, ampak stvari postajajo čedalje bolj resne, čeprav jih samo zelo pretanjeno oko lahko opazi. To je izmed mojih redkih prijateljev in kolegov, ki ima zanimiv pogled. Ima pogled poleg naravoslovca, poleg medicinca, žal seveda tukaj ni ustrajal, ni mogel ustrajati, je bila ta njegova kariera tukaj prekinjena, ampak v tej knjigi se dotakne tudi sprememb, ki spremljajo zemljo skozi zgodovino. In bi ga vprašal, pri tistem naslovu drevesa nas ščitijo pred novo ledeno dobo. Namreč v tej, recimo pravno tudi histeriji, v globalnem ogrevanju, to ni bistven problem tega sveta, pa so problemi bistveni drugje in to je tukaj ene vrste tak pomiritveni spredek, če nam odmika težišče pozornosti. Torej, ja, planet Zemlja, če gledamo zdaj geološko zgodovino, je modljivo grozi zmrzav, pomrznitev. In edini faktor, ki preprečuje, da Zemlja ne postane snežna kepa, je življenje, torej predvsem vegetacija. In če opazujemo vegetacijo, lahko vidimo, kaj se bo dogajalo, oziroma kaj se je dogajalo prej, kaj se bo dogajalo naprej. In jasno, če gledamo zdaj to razmerje, recimo med gozdom in travnimi površinami, kako se spreminja to razmerje, takoj opazimo napredovanje travine v tem času, recimo v času, ko je manj zračne vlage, kot so temperature v nihanju po naprej, kateri trajajo drug tip fotosinteze kot gozdovi. In tudi geološki podatki nam govorijo, da se ta gozdna populacija, zdaj, če govorimo o konceptu ekosistema gozda, kaj stvari 400 milijonov let, prihajajo nove vrste, odhajajo tiste, ki izumrejo, ampak ekosistem deluje v konceptu nespremenjen že vsaj 400 milijonov let, so pa sporalni grebeni in tako naprej. Torej, odtise klime berijo geologi, smo zapisali v sedimentih, in to je natančna spominska knjiga narave, debela več 100 kilometrov, kjer imamo vse zapisano, kaj se je dogajalo, in mislim, da z tega lahko tudi vidimo, kaj se bo dogajalo v teh velikih ciklih narave.
kjer je edino pravilo je, da se vse spreminja in da življenje vedno blaži te velike oscilacije z nekimi homeostatskimi mehanizmi, koliko jih imamo mi ugrajene v našo telo, ne? Recimo mi glede kot zanimivost, krvni obtok ali pa krvni pritisk enega človeka regulira vsaj 180 parametrov, ne? Različnih, toliko nekih faktorjev v igri, to so izjemno zapleteni mehanizmi narave, ki jih je življenje postavilo in tukaj ne more človek z nobeno empirično induktivno metodo bliz. Mi ne moramo z metodami fizike in kemije ali pa z nekimi analognimi modeli ne analizirati, ne razlagati, niti ne proučevati neke trende. Mi moramo postati podložni opazovalci in upoštevati tisto, kar je že bilo preigrano. In ravno smo li pri teh ciklih narave, ki je bilo prej omenjeno ta temeljni konflikt sodobnega sveta med ekonomijo pa ekologijo. Torej, ekologija zame ni samo ugašene luči, zapiranje pip, pa ločeno zbiranje odpadkov, da gremo enkrat na teden peš nekam, ampak je ekologija predvsem odnos do narave, odnos do sočloveka, tudi to je ekologija. In jasno, zato odmislimo, če vzamemo zdaj kot nosilno znanost o vedenju, kaj se dogaja na tem planetu, v njegovi zgodovini, je ona nam vzor, iz katere bi morali črpati rešitev, tehnološka rešitev za našo družbo. Torej, gre za to, da v naravi je vse to optimalizirano. Človeška družba je pa zaradi te sebičnosti, ki je ugrajena v sistem, nagnjena k maksimiranju, v tem primeru danes dobička. Torej, narava optimalizira odnose v mreži življenja, mi maksimiramo. In zdaj, če gledamo primerjavo med tema dvema načinoma, potem lahko človeška družba opiše zelo enostavno. Če neka manjšina želi maksimirati svojo pozicijo na račun večine, to se dogaja v sodobnem svetu, potem bo uničila sistem kot celote. Torej, vidimo, da narava kaže rešitev, ravno kaj rabimo, veliko dozo, močnejšo dozo ustvarjalnosti, kreativnost, ustvarjalnost so vse domišljive, predvsem pa tudi spremeniti šolski sistem, da bodo otroci dobivali te spodbude ustvarjalnosti in razcveta domišljije, ne da te bogarevčke že putramo z milijoni podatkov, ki so popolnoma nepotrebni za njihovo operativno življenje pa pravilno sposobnost. In jih zapeljajo med piflarje, zatira se pa velike talente kot neke neprilagojene, kot neke študijosko preče in tako naprej. Skratka, oponašanje narave v tehnološkem smislu, razcvet inženirskega duha, ki bo lahko operacionaliziral rešitev narave to stotine milijonov let preigravala in preigrala to do perfekcije. Zato mislim, da imamo rešitve, treba malo bolje, da premaknemo iz svoje težišče, iz bančnih računov na entropični račun narave. To je pravzaprav ta, če smo rekli, sploh ne več naraven konflikt, ampak izziv za prihodnje. Na začetku knjige je eno poglavje, taj človek na dve strani zate gre. Govori se o tem, da se vsak od nas se mora zavedati, da veliko lahko stori tudi sam, ampak da je pa naloga tudi države in družbe, da deluje v dobro ljudi. Tukaj gremo do tega paradoksa, ali je to dobro ljudi, ali, kot se rade reče, v interesu zgolj kapitala in peščice. In tukaj gremo do tega konflikta, na katerega je avtor opozoril po eni strani ekonomije in po drugi strani ekologije. In če ima ekonomija kot vsemogočna sila, absolutni, ne samo nadzor, ampak prevladujoč položaj v družbi, v smislu razlaganja določenih pojavov, se dostikrat ravno zaradi zaščite ekonomije, ekologija postavlja na nek način v vlogo nekega strašitelja o koncu sveta, o kataklizme, o nekih tako imenovanih ekoloških zelenih ekstremistih, ki strašijo ljudi pred
varnim prehranjevanjem ali pa varnim nakupovanjem na pol strupene hrane. In tisto, kar me zanima, ali je ta družba sposobna najti rešitev v smislu sodelovanja na način, da lahko in ekonomija in ekologija gresta za oko roki, pri čemer sta paradigmi obeh popolnoma različni. Ena v osnovi razmišlja kratkoročno in trenutno, ena razmišlja dolgoročno. In če imate obe pred sabo eno drevo, da bo se obravnavalo popolnoma različno. En, govorimo o ekonomiji, bi ga posekal takoj, ker ga ne zanima, kaj bo čez 100 let ekologija dela, da razmišlja malo dlje. Ti so ključne vprašanje prihodnosti bo, ali bo tudi ekonomija razumela, da če želi preživeti, mora delovati po zakonih narave. Ker narava je tista, ki deluje in je dokazala svoje zakonitosti že v milijardah let pred nami in tudi za nami. In tudi tisto, kar se dogaja v Kaliforniji s požari, ni plod na ključi, ampak je dolgotrajnega izčrpavanja in uničenja zemlje, da so se gor lahko postavili bogataši svoje rezidencije, počitniške hiše in narava se mašuje z svojimi odgovori. Torej, spraševanja je vprašanje ekonomije v smislu sobivanja na dolgi rok. Ja, se v bistvu, če gledamo pošteno na našo zgodovino kot človeške vrste, mi smo otroci te narave, ne? Pravilno bi rekel, ne da otrok pride na ta svet, ne, ampak da pridemo iz tega sveta, kajti ta planet se je porodil, ne, in mene vedno pretrese to, da na tem čudovitem malem planetu sredi neskončnega, mrzlega, grozljivega, sovražnega vesolja, da je to smaragdni planet, je tak čudež in pri meni duš, da nimamo te percepcije, da imamo neko čudežno rešitev, ki so jo vse te generacije poprej naredile, govorimo o vrstah življenja, ki je poselilo ta planet, da je potem postane maksima ali pa geslo teh povzpetnežev ali pa pokvarencev ali pa ljudi, ki ne spadajo na ta planet, maksimiranje dobička pa njihovega well-beinga, kot se reče v tujini. Torej gre za to, da se zavemo teh korenin, da je to naš edini dom družbe, nimamo. Lahko nekdo sanjari, da bo pobegnil na neki planet, ampak če bomo s to filozofijo, bomo vse planete uničili isto kot Zemljo. Torej ne gre za to, da nekdo pobegne, z neko ta simptom ali pa sindrom, ko sem prej omenil Noetovo barko, pobega, reševalne akcije te elite na neko oddaljeno otočja in potem tu spet malo plovilo splav meduze, kjer so pa te preživeli skozi zlorabo darwinizma. Ta neodarwinizem, ki se nam danes podaja kot dogma, je ena velika zloraba izvornega darwinizma, kajti milijarderji in milijonari so danes zmagovalci boja za obstanek, oni imajo boljše gene, oni so zato tisti, ki niso bogataši, so sami krivi, imajo slab genski potencial, so luzeri, izgube, torej kaj se javrate, to je najvišji zakon narave. Ni res, ne? Najvišji zakon narave je simbioza, sobivanje. In cela evolucija življenja temelji na simbiozi. Bakterije so dejansko, ta planet je planet bakterije, one so ustvarjali prvo celico, naprej se je ustvarjal mnogocelični organizem. Tudi v nas sobivajo, če gledamo sestavo našega mikrobioma, lahko simbiotsko zgodbo dokončalo na ta način, torej že naših celic v telesu okrog 50 milijard, do nas biva okrog poprečno 500 milijard bakterij, torej na eno našo celico je 10 bakterijskih, torej smo bolj bakterijski kot človeški, ampak vidimo, da to je simbioza in te bitja niso sovražne pošasti, ki ne želijo pobiti z njim ciljem, ampak so simbionti, brez njih ne moramo preživeti. Torej, gre za percepcijo, kako mi obravnavamo ta planet, to življenje, torej narava ni pošast, krvavih krempljev, čekanov in ki nam grozijo, da se bodo pokončali, ampak je v bistvu to samo neka interpretacija enega segmenta. Večino gre pa za veliko te so simbioze in ko bomo to povzeli, to gre tudi za simbioze med ljudmi,
če gledamo že to primerljivost, ta planet ima dovolj odbirov za 7 milijard ljudi za preživetje, brez problema. Problem je podelitev teh virov, problem je to, da tista menšina 1-3% hoče imeti vse in še več. Zakaj? Zato mi to dovoljimo. Torej, rešitev je tukaj zame edino v te opolnomočene lokalne skupnosti, v lokalni ekonomiji, v našem novem povezovanju, v naši novi simbiozi in v drugačnem razumevanju življenja tega planeta. Da se zavemo, da je to en dragulj v neskončnih prostranskih vesolja, ki nam je dobesedno najlepše možno darilo za preživetje. In zdaj to mi uničujemo. Zakaj? V imenu koga, ne? Tukaj bi mogoče sam še dodal, če smo v enem na eni od čez 400 strani, kar ni mači kašen prebrati na dah. Ne, prvo je na dah, potem je pa za navdih. Ampak hočem reči, če nadaljujem to misel, od smaragdnega otoka, kot je planet, se za sobivanje moramo spustiti na lokalno raven. In tista lokalna raven je tista osnovna celica, ki zopet lahko začne povezovanje v teh vseh elementih. Ker če bomo čakali, da se zadeva začne od nekje zgoraj kot veliki pok, tega ne bo. Zlasti zato, ker pač živimo žal tudi v družbi, ki je prepletena z pravnimi pravili, z predpisi, ki nam na nek način v nekaterih segmentih celo omejujejo neko normalno razvojno delovanje. In če govorim o hrani, to moram reči, za to, da bi to lokalno hrano pripeljali v šole, bolnice, domove starejše, imamo en velik problem in to je zopet zakonodaja, ki sliši na ime javne naročila. Tisto, o čemer govorimo ponavadi, ko govorimo o velikih štandardih, ko govorimo o veliki neracionalni porabi javnih sredstev, ko govorimo o hrani, ne gre za milijarde, gre pa za naše zdravje in morda zaradi tega imamo teh ovir. To, kar je avtor zapisal na enem mestu. Včasih se sprašujemo, a ni mogoče čez, da imamo na mesto pravne države, pravične države. In ravno iz tega naslova je ta renesansa, po kateri tiče avtor v resnici tudi nujna. Pa ne mislim samo na neko pravnem področju, ampak tudi na področju sobivanja in kulture v obče. Ne vem, kako vi gledate to, posebej še tudi našo mladino, ki prihaja za nami z novimi tehnologijami, so se praktično izgubila tudi ta socialna razmerja, socialna čustva. Zdi se včasih, da mladi lahko skupaj sedijo en zraven drugega in se med sabo pogovarjajo po mobitelih. In to je ena od stvari, ki nas lahko pelje v zmoten vtis ne v prihodnosti, ampak o razumevanju sveta, ker nekatere se moraš pač prijeti, da bi jih razumel. Ni dovolj samo slika, ni dovolj samo barva, ker če pristaješ in to zdobiš stik z naravo, zdobiš stik z okusom, to je pa idealna prilika za tiste, ki oglašujejo. In ne bi rad, da bi ta pogovor mora biti pravzaprav kontrapunkt in nekako pogovor tudi proti temu, kar je danes, to je Black Friday, ki ustvarja potrošnika v najbolj kruti obliki, v smislu, da povzemamo iz sveta ne nujno tisto vedno, kar je najbolje, ampak pravi tisto, kar prinaša zopet in žal samo dobičke nekateri, pod krinko velikih ugodnosti, ki nam ustvarja vtis o lažni resničnosti. In zakaj je ekologija in narava tako odmaknjena od stvarnih in realnih podatkov? Zato, ker ona ne laže, ona govori v resnici. In tukaj so ti tisti vzvodi in ovire od raznih komisij in instrumentov, ki v resnici nočejo povedati celotne resnice in toliko bolj je zato pomembna ta knjiga. No, očitno rabimo še Green Friday, torej obisk pri naših najbližjih kmetih in se zmenimo za nakup pri njih. Zdaj, nekje mogoče 5-6 let nazaj,
ko so se s Tonetom skupaj še borila za prepoved nekaterih pesticidov, Glasba uspešna, so dobila ime ekoterorista. Seveda, izrečeno je bilo slabšalno, ljudje so to vzela kot da je to ena izmed velikih priznanj, so bila med prvimi za prve Slovenije, ki so dobila ta naziv. Torej, ko sem jaz preletel to knjigo in sem jo listal, sem že prej povedal, da nas spominja na učbenika. Zdaj bom pa malo izval Toneta, a je to mogoče lahko kot priročnik za ekoteroristov v pozitivnem smislu. Jaz bi rekel to, da moj temeljni cilj pri pisanju, ne samo te knjige, vseh knjig je to, da smo vsi ljudje, ki smo zdaj v tem sistemu z medijsko manipulacijo in ciljno zmleti v prah posameznikov, da je razpadla socialna mreža in da smo nenehno žrtve teh manipulacij, ki se vrtimo v tem trikotniku, nenehne reprodukcije strahov, tesnob. Glede, kakšen porast je pomireval v naši deželi, grozovit, in tako naprej, skratka, nekih hudo narobe s to družbo. No in zato jaz bi dodal v tej smeri to, da najbolj pomembno orodje za premagovanje teh tesnob pa strahov je to, če človek ve, zakaj gre. Če pozna problem, če pozna ozadje problema, in če ve, kako ukrepati tako preventivno, kot tudi kurativno, da se izogne soočenju s tem problemom. Torej, temelj manipulacije je vedno neznane ljudi. Če ljudje nimajo osnovnih znanj, tukaj nota ni, ne vem, kakšna tok znanosti, kajti jaz zajemam podatke iz zakonske poštene znanosti in potem poskušam prevesti v jezik, ki je vsakomu razumljiv. Torej, s tem vsebina ne zgublja na svoji referenčnosti, na svoji resničnosti, ampak gre za sporočilnost. Torej, le dobro, ne bom zdaj govoril, ta ugaben je zdaj informiran, ampak le poučen človek o osnovnih problemih se lahko suvereno postavi in reče, mene ne boste več nadaljevali z nekimi lažjimi novicami, z nekimi prevarami, z nekimi manipulacijami, strahovi in tako naprej in je samozavesten in je lažje. To se mi zdi, to ni sejanje strahov, ne pa sejanje neke negotovosti ali pa nekih tesnob, pa obratno sejanje optimizma in kot je Gorazd rekel, ekoteroristi smo je vedno takrat, to je zanimivo, če gledamo našo oblast, ki se menja, pozicija pa opozicija, torej bi glasala vedno ekoterorista za vladajoče. Vedno naj je oboževala opozicija, ki se pa zamenjajo, torej bi glasala skozi ista, ne bi glasala skozi ekoterorista, gor se pa menjajo, torej to zanimivo zgodba. Jaz sem včasih malo pomagam, da se v zadnji čas nošenjem vode, ampak mogoče kot en izziv tega ekoterorizma pa neko podaljšanje roke zaščite narave. Zdi se, da imamo ogromno enih zaščitnikov, imamo zaščitnika konkurence, zaščitnika radiofrekvenc, zaščitnika pravic gledalcev, ogromno nekih varuhov in zaščitnikov, ampak včasih se pa zdi, da na nekem nacionalnem nivoju pa zaščitnikov narave in pa ekologije pa ni najbolj. In mogoče kot en izziv tudi odločevalcem v teh naslednjih dneh, tednih, mesecih bo odločitev o novem varuhu človekovih pravic. In mislim, da je zelo pomembno, da kdorkoli že to bo, da v svoj program tudi naravo. Da človeka v tem smislu, da je človekova pravica tudi pravica do čistega okolja, do čiste vode, do čiste narave in do kvalitetnih strpnih odnosov. Ker drugače, brez tega ne bo nobene ekonomije, nobenega napredka in gremo v tisto smer, ki jo avtor na katerih delih imenuje tragedija, ampak brez očiščenja. Ja, brez katarze, ne?
No, jaz bom to priliko izkoristil, da se zahvalim obema moja sogovornikoma za ravno te velike prispevke. Nam je vsem trem na koncu vedno bilo en glavni motiv so otroci. Kajti otroci so žrtve. Oni so žrtve staršev, ki ne poznajo problemov, ki se ne znajo otroke zaščititi. Lahko jim nude ne vem, kaj so štandard, ne vem, kaj so tehnične igrače in ne vem, kakšno nivo življenja, ampak če osnovnih biotskih potreb ne znajo otrok zadovoljiti, potem bodo otroci strahotne žrtve. In zato prizadevanja Igorja Šoltesa za zdravo hrano, lokalno, sezonsko za otroke v šolah in vrtcih, ali pa bora za pravice otrok na vsem drugih nivojih, pa tudi jaz skozi podarjam, da ta generacija, ki je zdaj nosilna, ki je nosi vso to breme tega neznosnega sistema, kot je danes, ki je zavožen, vse veste, živimo v času, ko neki starega propada, nekaj novega pa še ni nastalo. In kot je zdaj popularno, ena kriljadica je najdena, to je čas pošasti. To je čas vseh teh strahov, ki plavajo na vrh, staro propada, nova še ni, kaj bo zdaj, to je tesnova, to je tisto, ampak ravno ko nas uči sistemska teorija, da v tem času, ko se nekaj novega dogaja, mi ne vemo, kaj bo, je izjemno pomemben prispevek vsakega posameznika. Torej, ravno zdaj ne smemo stran gledati, biti brezbrižni, se bo že nekako imeti lažno upanje, da bo šel neki novi posvetljeni voditelj, neka nova ideologija, neka nova religija, neka nova tehnologija. Nič ne bo storjeno, če mi ne bomo tega storili. In danes je že večkrat poudarjeno, temelj preživetja je lokalna mreža, naše sobivanje na lokalni ravni. Zato je mene, jaz sem zelo žalosten, moram reči, po teh lokalnih volitvah je udeležba pod 50%, ampak demokracija se rojeva dol, ne gor. Temelj demokracije je družba v svoji bazi, to je naše sobivanje na tih, če gledamo organizacijsko na nivoju krajevnih skupnosti, to Slovenci znamo v zgodovini izjemno dobro delati stoletja že, ko smo bili še v feudalizmu 1000 let, je ta vaška skupnost v temelj demokracije. Tega ne smemo pozabiti. Ja. Jaz se vam zahvaljujem za krasno pozornost, če ima kdo kakšno vprašanje, smo vsi trije na razpolago. Prostite, jaz imam neko malo humorno vprašanje, kaj je možen varuh cunamijo med nami. Koliko je v tej državi, Če je možen, to je malo humorno vprašanje, pravi, če je možen kakšni varuh, ko bi ga vi izbrali, ko bi bil varuh pred cunamijo. Pred cunamijo? Ja. Ja. To je bilo vprašanje zame. Se hoče reči, da to ni varuh pred cunami, ampak je varuh z nami. Ja, mi bi rabili sigurno varuha pred cunamijem človeške neumnosti. Tega cunamija se jaz ne bojim. Dobar, jaz kot avtor moram zdaj izreči neko hvaležo za sodelovanje, za to prisotnost, ki je me zelo veselila. Vsak avtor povabi poslušalce k nakupu knjige. Kajti mi svobodnjaki v svobodnem poklicu že preživimo in živimo od vaše odzivnosti. Torej, počkaj naprej dole štand in se vidimo. Hvala lepa.